Gre za eno takšno, bi dejal, populistično floskolo. Tu obdavčujemo zemljo in povsem na novo. Današnja ureditev je, da skozi katastrski dohodek kmetje plačajo ta zemljiški potencial, ki ga zemlja nudi, in je to že oblika davka, ki je tudi danes, letošnje leto bila bistveno povečana in je še s tendenco povečave. Zato mislim, da je to, da se povsem po novem in na novo obdavči zemljišča, gozdove in pa tudi objekte, v katerih se upravlja kmetijska dejavnost, napaka, ampak in bi morali v enem davku se skupaj združiti, ne pa na ta način. Nekateri delajo kmete za velike zmagovalce te zgodbe, ampak doslej za zemljo, gozdove niso plačali nič. In tu ne vem, če je zmaga to, če je nekdo ocenil, da bi od hleva bilo potrebno plačati najprej 0,5%, sedaj pa kao popusti na 0,3%. Mislim, da gre za eno mešetarsko politiko, ki se je vlada in pa finančno ministrstvo šlo. Žal mi je, da se tudi kmetijski minister ni aktivnije vključil ob koncu, ne samo na začetku, in sedaj enostavno povedal, kaj to pomeni, in ga tudi sam preko vas javno sprašujem, kaj to pomeni za samooskrbo v slovenskem prostoru. Mislim, da delamo napako in da obremenjujemo en segment družbe, ki ima zelo težke čase za preživetje. Podobna zgodba je tudi, ko se danes govori, da je nekdo uspel v nekem drugem postopku okoli pokojnin zavarovati upokojence, nič se pa ne vpraša, koliko davka bodo sedaj na nepremičnine plačala starejša družina, ki je mogoče ostala sama hote ali pa ne hote v veliki nepremičnini, ki je bila prej narejena in bo sedaj, ne vem, 100-200 evrov novega davka. Tako da mislim, da gre zadeva da je zelo problematična, gre za nesistemsko zadevo, to ni davek, kar bi moral biti, da bi urejal in prostorsko politiko gospodarstva, ampak je zgolj orodje za pobrati denar, in vodilo je bilo, dobrih 200 milijonov moramo pripraviti, potegniti v proračun, kako do tega denarja pridemo, ni važno. Konec koncev, ne vem, če je tudi prav, da so kulturni spomeniki tako občinski, v zasebni lasti in pa cerkveni lasti tako obdavčeni, kot so sedaj. Mislim, da gre zopet za unikum v slovenskem prostoru. Ko obnavljaš kulturni spomenik, ni nobenih sredstev, samo omejitve in pa podražitve strani tistih, ki so odgovorni za varovanje kulture, na drugi strani pa sedaj nekdo prileti v ta prostor za novim davkom. Sam sem bil župan v občini, kjer smo potegnili za obnovo gradu Reichenburg skoraj 3 milijone evrov evropskega denarja, vložili 2 milijona svojega denarja občinskega, obnovili nek kulturni spomenik, na koncu pa sedaj po teh stopnjah pridejo 10 tisoč evrov novega davka za državo. Mislim, da je to povsem mimo in da ne izraža neke poglobljene analize, kaj s tem davkom dosež in pa iskrenih namenov. In mislim, da se tako kot če v katerem drugem ukrepu, ki ga lahko vidimo v proračunu, tudi tu kaže neka dvolična politika.